Glasovi svetov. Ko so ob koncu Prve svetovne vojne države zmagovalke preurejale politični zemljevid Bližnjega vzhoda in na novo risale meje, v tem kontekstu sta slejkoprej ključno vlogo igrali Velika Britanija in Francija, so na območju današnje jugovzhodne Turčije predvidele tudi možnost oblikovanja samostojne kurdske države. Potem pa je Mustafa Kemal Atatürk v brutalni vojni za neodvisnost, ki je potekala med letoma 1919 in 1923, uspel obrzdati kolonialne apetite evropskih velesil in Turčiji zagotoviti precej več ozemlja. Tako so se Kurdi, ko so se leta 1923 s pogodbo v Lozani naposled končali boji, znašli pod oblastjo sicer sekularne, a izrazito nacionalistične vlade v Ankari, ki si je prizadevala iz vseh ljudi, ki so živeli znotraj meja novo ustanovljene Turške republike, zlepa ali zgrda narediti Turke. In čeprav je od tistih časov minilo že več kot 100 let, se za Kurde, ki živijo v Turčiji, razmere niso bistveno spremenile. Četudi danes predstavljajo 18% vsega tamkajšnjega prebivalstva, morda pa tudi več, turške oblasti njihove narodne in jezikovne pravice še naprej sistematično omejujejo in teptajo. Kurdi so na raznarodovalne pritiske odgovorili tudi z oboroženim odporom, tako da se je na jugovzhodu Turčije od konca 70. let dalje odvijala gverilska vojna omejenega obsega, za katero pa se zdaj zdi, da jo je Ankara dobila. Vse to v Evropi načeloma sicer vemo, pa zaradi tega vseeno ne izgubljamo spanca. Če sploh mislimo na Kurde, ne mislimo toliko na tiste, ki živijo v Turčiji, temveč na one v Iraku in Siriji, dveh drugih državah, ki mimogrede rečeno svoje meje dolgujeta evropskemu vmeševanju ob koncu Prve svetovne vojne. Obe tamkajšnji kurdski skupnosti sta se namreč za krajši čas znašli v naših večernih poročilih v kontekstu širšega kaosa, ki ga je ameriško neoimperialno lomastenje povzročilo na Bližnjem vzhodu. V tem smislu so na zahodno javnost menda posebej močan vtis naredile pripadnice IPŽ, kurdskih ženskih zaščitnih enot, ki so se pred kakim desetletjem s puško v roki zoperstavile divjanju Islamske države. A samo oklicanemu kalifatu je, v pomembni meri prav zaradi naporov sirskih Kurdov in Kurdin, spodletelo. Sirska državljanska vojna je prešla v novo fazo, mi pa smo na zagaten položaj 40-milijonskega naroda brez lastne nacionalne države lahko znova lagodno pozabili. No, zoper to amnezijo, zoper to brezbrižnost so sklenili nekaj storiti pri Inštitutu časopisa za kritiko znanosti, in tako so v prevodu Katarine Meyerhold in Nine Kozinc pred nedavnim objavili knjigo Kurdsko žensko gibanje, zgodovina, teorija, praksa, ki jo je napisala kurdska sociologinja, postdoktorska raziskovalka na Oxfordu, Dilar Dirik. A ko beremo njeno razpravo, se zdi, da problemski horizonti, ki jih Dilar Dirik tu razpira, pravzaprav presegajo kurdski boj za narodno samoodločbo. Zakaj bi utegnil boj Kurdin za oblikovanje kurdske države ponujati model progresivne, emancipatorne, inkluzivne politike, ne samo za Kurdistan v ožjem smislu besede, ampak kar za ves svet v 21. stoletju? Bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, preverjali v tokratnih glasovih svetov, ko pred mikrofonom gostimo socialno antropologinjo, doktorico Bejo Protner, raziskovalko na Univerzi na Dunaju, ki je slovenski izdaji kurdskega ženskega gibanja pripisala spremno besedo. Spoštovana gospa Protner, lepo pozdravljeni, dober dan. Dober dan. Zdaj, 40 milijonov ljudi, ki nima lastne države. Razdeljeni so ne samo na
Turčijo, Irak in Sirijo, ki sem jih omenil, ne kar pomemben kos narodnega telesa živi še vzhodno v Iranu, kaj ne? Njihov položaj je, rečeno z eno besedo, nezavidljiv, ne? Sen o ustanovitvi Kurdistana slej ko prej nikoli ni zamrl ali ugasnil, ampak kako priti do česa takšnega? Kako ustanoviti nacionalno državo, če pa so proti temu pravzaprav tako vlada v Ankari, kakor tista v Damasku, ona v Teheranu in seveda tista v Bagdadu. Kakšne strategije, kakšne taktike, kakšne oblike boja, skratka, ostajajo Kurdom? Najlepša hvala za povabilo. Res me veseli, da se lahko danes pogovarjava o kurdskem gibanju in kurdskem ženskem gibanju. To vprašanje je zelo kompleksno. Jaz bi najprej si tudi navezala na to, kar ste že povedali, obrnila vprašanje malo drugače. Po paradigmi sodobnega kurdskega gibanja, ki sledi politični filozofiji kurdskega socialističnega misleca in revolucionarja Abdullaha Öcalana, je nacionalna država v bistvu problem, ne pa rešitev. Njena odsotnost ni problem, problem je v bistvu obstoj nacionalnih držav, ki okupirajo Kurdistan iz 4 strani. Se pravi, kot ste omenili, Turčija, Iran, Irak in Sirija. V bistvu to v kurdskem gibanju že od zgodnjih 2000 let se je paradigma spremenila v smer ustvarjanja družbe in družbenih struktur samoorganizacije izven nacionalne države za neko svobodno življenje znotraj drugih nacionalnih držav ali pa celo v bistvu s časoma, da bi se strukture tako razširile in integrirale, da bi v bistvu te nacionalne države postale nepomembne in mogoče v prihodnosti celo izginile. In navezali bi se na to, kar ste povedali, na v bistvu postkolonialno ureditev tega bližnjevzhodnega prostora. Koncept nacionalne države same je v bistvu vsiljen koncept na to geografsko področje. In v bistvu v vseh teh nekih igrah svetovnih velesil so tukaj nastale nacionalne države in kot ste povedali, si Kurdi niso mogli ustvariti. Zdaj, zato so različni razlogi, seveda tradicionalno je kurdska, pa tudi druge družbe okrog, se pravi arabska, turška, organizirane v politični obliki plemen oziroma klanov, to so več tisoč, pa 10 tisoč ljudi, velike skupine, znotraj katerih se tradicionalni ljudje poročajo na določenih geografskih regijah. In v bistvu Kurdi so zelo raznolik narod. Govorijo različne jezike oziroma dialekte, ki se med seboj ne razumejo, vsaj ne z lahkoto. Pripadajo različnim religijam, večina so suniti, tudi jezidi, med drugimi in tudi aleviti. Tako da v bistvu pri nekih zgodnjih poskusih v zgodnjem 20. stoletju oblikovanja naroda so te neke razlike imele veliko vlogo pri neenotnosti Kurdov in pa seveda politične igre Atatürka, ki je najprej v boju za ohranjanje teritorija Anatolije tudi sodeloval s Kurdi in jih tudi povabil v ta boj in jim obljubil državo 2 narodov, potem pa, ko so se pa usedli za pogajalsko mizo z zahodnimi silami, pa so Kurdi bili izključeni iz teh pogajanj in od takrat dalje izbrisani iz vseh uradnih listin in zanikani kot narod in kot ljudstvo. Njihov obstoj, njihov jezik, njihova kultura v Turčiji so bili zanikani in tudi prepovedani. Seveda so se že takrat različne kurdska plemena združila in organizirala ogromne vojaške upore proti tej politiki in proti izgubi relativne avtonomije, ki so jo uživali v času imperija. Tako da v bistvu boj Kurdov, če tudi neenoten, traja že od začetka Republike Turčije v Turčiji. Podobno se je tudi dogajalo v Iraku, ki je bil v bistvu središče kurdske intelektualne srenje in vojaškega odpora
skozi zgodovino 20. stoletja. Tudi v Iranu so Kurdi vedno bili najbolj nekako opozicijsko organizirano ljudstvo v času šaha in kasneje v času Islamske republike. In tudi v Siriji so ohranjali svojo kulturo, bili so zanikani, veliko Kurdov v Siriji sploh ni imelo niti državljanstva pod sirijskim režimom. In potem so v času te arabske pomladi in v času sirske državljanske vojne našli pravi trenutek, da so se organizirali politično, se bojevali oziroma ustvarili strukture samoobrambe proti vsem invazijskim, islamističnim in drugim silam in se dejansko si zgradili avtonomijo v času, ko je sirski režim propadal. Tako da, ja, moram pa poudariti, da v bistvu zaradi teh razlik in razdeljenosti danes predvsem, ko nacionalna država je postala v bistvu vprašljiva struktura in na vprašljiv način zagotavlja ljudem neko demokratično participacijo, in pokazalo se je skozi zgodovino, da nacionalna država je vedno na nek način represivna, zaradi tega, ker poskuša ustvariti narod iz vedno raznolike populacije. To se vidi tako v zgodovini z izničenjem manjšin, pa tudi danes z migracijami, kjer drugačni ljudje enostavno ne pripadajo in so ves čas izključeni iz pravic in tudi iz družbenega življenja. Tako da kurdsko gibanje v bistvu že kar dolgo časa, že zadnjih 20 let, predlaga alternativno politično ureditev, ki se imenuje demokratični konfederalizem. To je ureditev na podlagi direktne demokracije, na podlagi samoorganizacije ekonomskih komun in političnih skupščin, na najnižjem nivoju, se pravi vaškem, manjše skupnosti, soseske in potem skozi reprezentacijo, kjer mora vedno biti nek balans med ženskimi in moškimi, med različnimi religijskimi in etničnimi skupinami, potem tvorijo vse višje in višje politične enote, širše in širše politične enote na nekem teritoriju. In to je v bistvu tudi boj proti mejam, zaradi tega, ker ta struktura ne upošteva državnih mej, ne upošteva mej med religijami, mej med etničnimi skupinami in posebej poudarja samo osvoboditev žensk in polno enakovredno participacijo žensk in tudi življenje v sožitju z naravnim okoljem in nasplošno ustvarjenih sistem, ki mu pravi gibanje demokratična modernost, sistem, ki je zunaj kapitalističnih struktur in zunaj struktur nacionalne države, oziroma jih seveda, ker kapitalizem in nacionalne države še vedno obstajajo, jih na nek način ignorira oziroma poskuša preseči. Zdaj, ko govorite, doktorica Protner, o tem poudarku, ki je zdaj močno zakoreninjen v ideologiji oziroma v političnem programu kurdskega gibanja, tem poudarku namreč, da so ženske absolutno enakopravne soustvarjalke družbenega, političnega, ekonomskega in kulturnega življenja, si mislim, da je bila pot do tako postavljene politične platforme dolga. Namreč kurdska družba, kakor pravzaprav vse druge družbe na svetu, je seveda patriarhalna. Da imajo ženske torej ključno vlogo v družbenem življenju, da niso, z drugimi besedami, priklenjene na dom, družino, ognjišče, kuhinjo, spalnico, slej ko prej ni moglo biti samoumevno. Pa se seveda sprašujem, kdaj in kako so se ti patriarhalni predsodki oziroma pogledi razklenili in smo prišli do tega, da je v kontekstu kurdskih širših političnih naporov oziroma prizadevanj bila vloga ženske takole prevalorizirana.
Ja, če drži, da so skoraj vse družbe na svetu patriarhalne, potem drži tudi to, da imajo vse družbe zgodovine, ki vsebujejo upor žensk in drugih zatiranih skupin proti patriarhatu in proti neenakosti, čeprav so te zgodovine včasih skrite, zatrte ali pozabljene. Se pravi, kot uči kurdsko gibanje v svoji teoriji, družbe same nosijo te spomine bojev za svobodo, ki segajo mogoče stoletja in tisočletja daleč nazaj in predstavljajo korenine boja za svobodo v sedanjosti. In Abdullah Öcalan v svoji politični teoriji in tudi raziskovalke v znanosti žensk, ki rečejo ženeologiji, trdijo, da so ti spomini skriti v družbi, ampak še živijo med zatiranimi skupinami. In ker so na področju Kurdistana in tudi marsikje drugje ženske najbolj deprivilegirana družbena skupina, so zato najbolj živi ti spomini tisočletnega boja, se pravi utelešeni v samih ženskah in v življenju, ki ga živijo in v boju za preživetje in za svobodo danes. Se pravi, recimo raziskovalke ženeologije na področju Mezopotamije naprej raziskujejo te izbrisane zgodovine v starih mitih, v umetnosti, arheoloških izkopaninah in tudi v nekaterih običajih, kjer so drobci in namigi na te zgodovine prisotni še danes. In potem te v bistvu skrite in na novo odkrite zgodovine zatiranja in upora in zgodovina časa, ko so ženske imele večjo moč v družbi, se pravi predvsem pred oblikovanjem nekih državnih struktur v času neolitika, recimo, so lahko navdih na nek način za ustvarjanje svobodne in demokratične družbe danes. Je pa seveda dejstvo, da je kurdska družba patriarhalna in da so tudi danes ponekod ženske v kurdski družbi v zelo nezavidljivem položaju v družinah, pa tudi v javnem prostoru. Večkrat so izključene iz javnega prostora. In Kurdini so v nacionalnih državah, ki je v principu v svojem temelju patriarhalna tvorba, zatrte na dvojen način. Zatrte so kot Kurdinje in kot ženske. Se pravi, v tej dolgi zgodovini nasilja in upora so bile ženske tudi pogosto tarče nasilja okupatorja kot nosilke moške časti. In agresori so recimo to moško čast poskušali raniti na ta način, da so izvajali nasilje nad ženskami. Torej, to pomeni, da je v osredju boja za svobodo in proti patriarhatu sprememba te mentalitete, sprememba videnja ženske kot nekega objekta moške časti in šele tam se lahko začne v bistvu boj za svobodo. Se prav, o tem ste hotel nekoliko podrobneje pravzaprav še spregovoriti, namreč tako sem razumel Dilar Didik v njeni knjigi, pa tudi vas zdajle doktorica Protnar, ne, da je namreč ženska natanko zato, ker je v kurdski družbi ekonomsko, izobrazbeno, družbeno marginalizirana, na nek način pravzaprav idealna nosilka neke nove družbene koncepcije. Iz te šibkosti ne bi pravzaprav izraščala moč. Ideja se zdi kontraintuitivna, ne? Lahko, prosim, to malce podrobneje razložite. Ja, v bistvu, če pogledamo primer Turčije, recimo v Turčiji od kemalističnega režima pa do danes se turška država osredotoča na asimilacijo zelo raznolike populacije, kot ste rekli, narediti vse ljudi Turke. In to poteka skozi različne načine, skozi prepovedi, vojaško in policijsko nasilje, prepovedi kulture, jezika, pa tudi skozi izobrazbo, recimo skozi turški nacionalistični izobraževalni sistem. In v patriarhalni družbi, predvsem v preteklosti, ljudje niso deklet, hčerk pošiljali v šole, recimo. Veliko starejših Kurdin v Turčiji, pa tudi drugod, je še danes nepismenih.
To pomeni tudi manj asimilacije, se pravi boljše znanje kurdskega jezika, manj vezanosti na nacionalno državo, v bistvu so manj integrirane v strukture, proti katerim se borimo. In to v bistvu namesto tega vsiljenega znanja turške nacionalne države imajo ženske neko drugo znanje. Imajo znanje, ki si ga delijo skozi vsakdanje delo na poljih, skozi vsakdanje druženje v urbanih naseljih, skozi nabiranje rastlin, imajo znanje o naravnem okolju, izdelovanje različnih izdelkov, pridelovanje hrane, kuhanje hrane, zdravil in tako dalje. In so dejansko bolj povezane z naravnim in družbenim, ki sta nerazdružljiva, sistemom, ki je zelo lokalen in ima globoke korenine, zgodovinske korenine v določenem geografskem polju. In zato bi lahko rekli, da mogoče so dejansko kurdske ženske tiste nosilke boja zaradi tega, ker bi lahko bile videne kot manj okrnjene v smislu manj vplivane, manj odvisne od sistema nacionalne države in kapitalističnega sistema, seveda, ker ta produkcija in reprodukcija, ki jo izvajajo ženske, je v bistvu, če niso vključene na nek trg dela, je v bistvu tista nekapitalistična, tista komunska produkcija in reprodukcija in seveda biološka in kulturna. Ženske so nosilke starih zgodb, ki si jih pripovedujejo med domačim delom, pesmi in vseh raznovrstnih izročil, verovanj, ki so predislamska in tako dalje. Tako da to znanje, ki ga ženske imajo in ki so ga moški bili prisiljeni skozi nasilni izobraževalni sistem, recimo, in nasilni sistem kapitalistične produkcije, nekako dati na stran ali pa pozabiti. Fascinantno, ne? Ampak to, kar razlagate, se mi zdi precej sofisticiran uvid, podprt slej ko prej, seveda z uvidi, ki pač jih je feministična teorija razvila v počasnem teku 20. stoletja. Ne? Zato se seveda sprašujem, kako hitro ali počasi, s koliko težavami pravzaprav ta zavest, da so Kurdinje potencialno idealne nosilke kurdskega gibanja, kurdskega boja za boljšo, pravičnejšo družbo, boljše, pravičnejše življenje. Kako hitro ali počasi ta zavest potem se širi med Kurdinjami samimi, ne? Namreč, če nimajo tiste izobrazbe, ki pride z turško ali iraško šolo, kako lahko ali težko jih je vpeti v kurdski narodni boj? Ja, seveda ta pot vključevanja Kurdin v osvobodilni boj je v bistvu zelo dolga in tudi trnova. Tukaj lahko vidimo več nekih vzporednih vplivov. Se pravi, ena stvar je, da v časih vojne in oboroženega upora so ženske večkrat v bistvu rekrutirane v neke strukture, zaradi tega, ker je vsak par rok pomemben. Ampak potem večkrat, ko se vojna konča, so ženske spet poslane za ognjišča. Več zgodovin boja nas to uči. Tako da Kurdinje so bile vključene že v prve velike upore proti turški državi, recimo pa tudi v Iraku in Iranu, v upore kot borke na strateških pozicijah, kot mislice in tako dalje, ampak niso bile vključene v samo politično teorijo boja. To se je zgodilo deloma z začetkom upora delavske stranke Kurdistana, PKK. V Kurdistanu se kratica bere PKK, v slovenščini PKK, tako da mogoče bom malo zamešala včasih.
ki je bila ustanovljena leta 1978 in izvira iz socialističnih gibanj Turčije in Kurdistana in v bistvu celotnega sveta v času 60. in 70. let. In začela se je v bistvu z intelektualnim študentskim krožkom Abdullaha Öcalana, ki je bil študent politologije v Ankari. To je bilo v času po državnem udaru 1971, kjer je vladala, tako kot večino zgodovine, ekstremna represija raznih levičarskih gibanj v Turčiji in so imeli torej skrit krožek, kjer so debatirali o boju za svobodo, in ta krožek je bil poseben v tem smislu, da je prepoznal Kurdistan kot kolonijo. Ostali komunistični boji in organizacije so se borile za neko socialistično svobodo Turčije in so večkrat pozabile na to, da je Kurdistan v bistvu v dvojno nezavidljivem položaju, da je hkrati pod kapitalistično eksploatacijo, izkoriščanjem in tudi pod dejansko vojaško represijo. Kurdi so namreč živeli večino 20. stoletja oziroma živijo še danes med turškimi tanki. To je nekaj čisto normalnega. Turški tanki so povsod v Kurdistanu in so tudi vedno bili. In potem seveda so ustanovili stranko 78. in potem po še enem državnem udaru, najhujšem leta 1980, ko so bili mučeni in je bilo mučenih in usmrčenih in pozaprtih in še bolj mučenih v zaporih na tisoče ljudi, ki so bili prepoznani kot nelojalni, največ seveda levičarjev in Kurdov, se je stranka odločila, da edina pot je oborožen boj. In zato, ker je to gibanje socialistično, marksistično-leninistično v svojem začetku, je v bistvu enakopravnost žensk, kot tudi vseh ostalih ljudi, nekako razumljena kot sama po sebi umevna. Ženske so bile vključene že med ustanovitelje Delavske stranke Kurdistana. Predvsem ena ženska, Sakine Jansus, z partizanskim imenom Sara, ki je imela zelo močen vpliv tudi kasneje na razvoj ženskega kurdskega gibanja. Ampak takrat so recimo v tem prvem obdobju, v 80-ih, v 90-ih, so bile ženske še vedno, tudi če so bile v gverili, če so bile kot gverilke del oboroženega upora, so bile pogosto postavljene v postranske vloge, domače vloge, gospodinjske vloge in tako dalje. In v bistvu ženske so si z velikimi požrtvovalnimi akcijami v bistvu pridobile enakovreden položaj. Recimo, obstajajo zgodbe o gverilkah, ki so si naprtile več teže kot moški tovariši in so se pri tem poškodovale. Obstaja recimo zelo znana zgodba Zeynep Knađ s partizanskim imenom Zilan, ki se je razstrelila leta 1996 na enem vojaškem zborovanju, turškem vojaškem zborovanju v Dersimu, in zapustila pismo, v katerem razlaga svoj samomorilski napad kot ženski bes, kot izraz ženskega besa in izraz predanosti za domovino in kot akcijo, kot akt, ki bo šokiral in prestrašil sovražnika, pa tudi izraz ljubezni do svobode. In od takrat dalje, od tega pisma dalje, so ženske se začele bolj aktivno organizirati in boriti za izboljšan položaj v gibanju. Zelo jih je podprl tudi Abdullah Öcalan, ki je takrat bil v Siriji, v izgnanstvu. In skupaj z Öcalanom in ženskami, ki so bile vključene v kurdsko gibanje, je potem gibanje se počasi preusmerilo v tako smer, kjer so ženske ne le enakovredne, ampak celo vodje tega osvobodilnega boja. In to se je potem tudi seveda počasi začelo kazati tudi v sami turški družbi, kurdski družbi in turški. Zato, ker aktivno delo revolucionark v sami družbi, treba je poudariti, da revolucionarni boj ni samo oborožen boj. Največji del
revolucionarnega boja je v bistvu v družbi, je boj za spremembo patriarhalnih, etatističnih, dominatorskih mentalitet in odnosov v družbi. In pri tem so spet ženske bile najbolj aktivne, vsakodnevno delo revolucionark, pa tudi revolucionarjev v družbi, pogovori z ljudmi na območju, kjer so skupaj živeli v Kurdistanu, ideološko izobraževanje, reševanje vsakdanjih problemov v družinah, konfliktov med ljudmi, kjer so za svojo v bistvu predanostjo, dobroto in za svojo močjo bile vzor ostalim ženskam, da so se priključile boju, ne glede na to, na kak način, ali v družbeni samoorganizaciji ali pa v oboroženem boju. Tako da to je v bistvu en zelo počasen proces, kjer se je veliko žensk žrtvovalo privatna življenja, tako za vojaško kot za civilno delovanje, in vsak dan, vsak trenutek znova se pogovarjalo z vsakdanjimi ljudmi in poskušalo spremeniti te neke ponotranjene ideje o neenakosti med spoloma. Se pravi, če vas dobro razumem, doktorica Beja Protner, hočete reči, da se je v Kurdistanu, v tej regiji, ki pravzaprav prička meje 4 držav, oblikovala neka vzporedna, podtalna družbena organizacija, ki poskuša pravzaprav biti vseobsegajoča, ki hoče vse aspekte naših življenj, ne? Od tistih, ki so tako rekoč zasebne narave, do teh, ki so v najbolj eminentnem pomenu besede politične, pravzaprav premisliti na novo, spremeniti vzorce mišljenja in delovanja, ne? Ampak se mi zdi z zahodnega stališča, ne? Pa kolikor sploh razmišljamo o Kurdih, kaj ne, so najbolj fascinantne potem bile podobe bork, pripadnic ženskih samozaščitnih enot, ki so se v tistem ključnem trenutku, ko je nemara kazalo, da bodo pripadniki Islamske države pravzaprav povozili celotno Sirijo in Irak, zoperstavile, ne? Zelo pogumno, zelo samožrtvovalno njihovemu napredovanju. Ne? Takrat je cel svet stiskal pesti za Kurde in Kurdinje, ki so se borili v Kobanaju, naprimer, ne? Na kurdsko-turški meji. Ampak nekaj problematičnega, ne? Na tem romantičnem pogledu, ne? Ki vidi v Kurdinjah pravzaprav neke sodobne Amazonke. To je, si predstavljam, da boste rekli, redukcija celostnega napora, ki ga Kurdinje vlagajo v kurdsko gibanje, ali kako? Ja, vsekakor, in to tudi Dilar Direk kritizira, in mislim, da sem jaz tudi morda omenila v svojem predgovoru, da v bistvu so to so neke slike, neke romantične podobe, brez prave vsebine. Njih se gleda, opazuje, nihče pa jih ne posluša. In to je res v bistvu kar velika napaka zahodne ali pa mednarodne levice oziroma ljudi, ki si tudi želijo boljšega sveta kot ta, v katerem živimo. Zato, ker imajo res Kurdinje in Kurdi na to temo veliko zapovedati. In seveda oborožen boj, kot sem že povedala, ni vse, je v bistvu manjši, čeprav je samoobramba nujna, ko gre za zatiranje in za v bistvu poskus izničenja, izkoreninjenja celotnih ljudstev. Nujna je tisti večji del revolucionarnega dela, revolucionarnega procesa in poti proti neki koreniti spremembi, družbeni in politični spremembi, ostalo. Se pravi, kurdske ženske, pa tudi druge, moram povedati, da kurdske ženske sodelujejo v svojem gibanju z ženskami drugih narodnosti, z levičarskimi Turkinjami, Asirkami, Arabkinjami, Perzikami, Armenkami, vsemi drugimi, ki živijo na istem območju.
Torej, ženske so poleg vojaških struktur, kjer so zares dokazale svoje junaštvo, prisotne tudi v najrazličnejših družbenih strukturah samoorganizacije, ki jih je ustvarjalo postopoma kurdsko gibanje. To so recimo demokratične politične stranke, danes prokurdska levičarska stranka je tudi v turškem parlamentu recimo. Potem so tukaj nevladne organizacije za kulturo, za reševanje družbenih problemov, se pravi kot socialno delo, organizacije za človekove pravice, ki se borijo za pravico tistih, ki so bili usmrčeni in še zdaj niso dočakali pravice, in tudi za pravice teh, ki med živimi. Potem so tukaj ekonomske kooperative, ki so ravno najbolj organizirane strani žensk, in razne komunske strukture, lokalne strukture samopomoči. Tako da danes so Kurdinje prav tako aktivne v boju za svobodo kot moški, včasih pa zaradi svoje predanosti temu dvojnemu boju, se pravi za svobodo Kurdistana in za izkoreninjenje patriarhata, še bolj predane kot njihovi moški tovariši. Recimo, ženske so v civilni sferi prav tako požrtvovalne kot tudi gverilke in vojakinje. Se posvečajo večino svojega časa temu družbenemu delu, kulturni produkciji in političnemu delu z ljudmi v lokalnih skupnostih in tudi na nivojih države in na mednarodnem nivoju. Ženske so vključene, nekatere so vključene v to delo kot kadrovke, se pravi kadrovke delavske kurdske stranke, ki so dejansko vso življenje predale samo delu za revolucijo in nimajo nobenega privatnega življenja ali lastnine. Potem so pa tukaj še vse običajne Kurdinje, ki so aktivistke, socialne delavke, novinarke, odvetnice in političarke, pa tudi v bistvu običajne članice politiziranega ljudstva, ki se samoorganizira, kot sem omenila, v komune, v zadruge, društva za različne namene, strukture samopomoči in v bistvu skozi to gradijo nov svet, ki mu Abdullah Öcalan in kurdsko gibanje pravijo demokratična modernost. Se pravi alternativa kapitalistični modernosti, ki jo že udejanjajo v praksi, ker so že organizirane in organizirani na tak način in delujejo in ustvarjajo odnose na tak način, kot si jih zamišljamo v boljši prihodnosti. To so predvsem ženske, kot sem omenila, ki tudi niso zaposlene recimo v sistemu držav in sistemu kapitalizma in dejansko mnoge ženske, ne pa, in čedalje manj seveda, so v bistvu skoraj v celoti živijo v tem alternativnem svetu, ampak skupaj z gibanjem in z to politično zavestjo, ki jo gibanje vzgaja, kurdsko gibanje je danes milijonsko gibanje. Milijoni ljudi živijo v njem in z njim in se zgledujejo po teh vzorih kurdskih bork in borcev in poskušajo živeti na ta način, na samoorganiziran način. Tako da tudi, če so vključeni v strukture danes, če so ljudje vključeni v strukture države in kapitalizma, ob enem tudi ustvarjajo družbo onkraj tega. Kako nevarno podvzetje je to ustvarjanje družbe onkraj družbe, kakršno poznamo? Z drugimi besedami, doktorica Protner, kaj se zgodi kurdski aktivistki, če pade v roke represivnemu aparatu, recimo turške države? Jo čaka kaj? Zapor, izgnanstvo, posilstvo, smrt? Ja, seveda, dandanes je kurdsko gibanje v svojih političnih, družbenih in kulturnih aktivnosti kriminalizirano. V Turčiji, Iranu, deloma tudi v Iraku in tudi v Evropski uniji. Konec koncev Evropska unija tudi še vedno ima delavsko stranko Kurdistana na seznamu terorističnih organizacij. Medtem pa pozablja, da v bistvu delavska stranka Kurdistana ni neka omejena organizacija. To je masovno popularno gibanje, ki mu sledi milijoni ljudi in večina teh ljudi samo ustvarja alternativne družbene odnose in strukture.
Je pa seveda zaradi te povezave z oboroženim bojem, ideološke povezave z oboroženim bojem, vsaka ta aktivnost lahko kriminalizirana kot terorizem v teh državah. Tako da je seveda kurdski aktivizem nevaren. V oboroženem boju v vseh delih Kurdistana je padlo na tisoče kurdskih borg. Mnoge so bile tudi umorjene v atentatih in v zaporih skozi vso zgodovino. V turških in iranskih zaporih je še danes na tisoče političark, gverilk in aktivist, pa tudi odvetnic, novinark in borg za človekove pravice, zagovornic človekovih pravic. In v Iranu, na primer, jih tudi obsojajo na smrtno kazen in obešajo še danes. Tako da v prejšnjih desetletjih so bile tako ženske kot moški člani gibanja tudi tarče paramilitarnih umorov in prisilnih izginotij, se pravi ljudje, ki so bili izginjeni in nikoli več najdeni. In še danes to je bilo najbolj masovno v 90-ih v Turčiji, recimo, in še danes tem pravica ni bila zadoščena. Recimo 9. januarja 2013 so bile v Parizu umorjene 3 pomembne kurdske aktivistke, Sakine Cansız, ki sem jo prej omenila, ena izmed soustanoviteljic PKK-ja in herojka boja in preživetja v zloglasnem vojaškem zaporu v Diyarbakru. Poleg nje Fidan Doğan, ki je bila predstavnica Kurdskega narodnega kongresa v Evropi, in Leyla Şailemez, ki je bila članica Kurdskega mladinskega gibanja. In čeprav je očitno, da je bil atentat načrtovan strani turške obveščevalne službe, Francija še do danes ni na tem področju naredila nobenega pravnega premika. In obstajajo v bistvu vsakoletni protesti. V Franciji se je zgodil leta 2023, mislim, da še en napad na kurdske aktiviste in še ena pomembna aktivistka je bila umorjena v tem času. V bistvu zelo blizu obletnice umora prejšnjih 3 aktivistk. Treba pa je povedati, da te smrti niso nikoli pozabljene. Ob obletnicah smrti pomembnih revolucionark in revolucionarjev, pa tudi lokalnih borcev v lokalnih skupnostih in tudi v primerih večjih pobojev običajnih ljudi, ne pretirano revolucionarnih, Kurdi doma in tudi v izgnanstvu po vsem svetu organizirajo komemoracije. Se pravi, kot posledica političnega, kulturnega in družbenega delovanja danes milijoni Kurdov in Kurdinj živi zunaj Kurdistana, predvsem v Evropi, pa tudi drugod po svetu. In samo da omenim, da se pravi v Kurdistanu, v okolici in zunaj njega so vsakoletni protesti, vsakoletne komemoracije teh smrti in v bistvu ti padli in padle so skoraj da čaščeni kot vzornice in vzorniki predanosti, revolucionarne požrtvovalnosti in v bistvu predstavljajo nek vzor in navdih ljudem, ki se borijo za svobodo danes, tudi preko nekega občutka odgovornosti, da njihov boj, njihova smrt ni bila za nič. Kolikor razumem, doktorica Bea Protner, je prav kurdska diaspora v Evropi, še zlasti v Grčiji, v ožjem smislu besede objekt vašega raziskovanja, zanimanja, preučevanja, ne? Zakaj? Na prvi pogled, ne, bi lahko nekdo rekel, ja, pa to se vendar dogaja tam nekje daleč stran od nas, to se nas čisto nič ne tiče, ne? Zakaj bi boj Kurdov in Kurdin za osnovne narodne, jezikovne, kulturne, spolne in ekonomske pravice se tikal nas, ki živimo v svobodnih, demokratičnih družbah, ne? Zakaj, še to dodam, bi kdorkoli vzel v roke knjigo Kurdsko žensko gibanje Dilar Dirik in se zatopil v branje ponovno? To je tematika, ki naj se nas ne bi tikala. Kaj bi odgovorili na ta pomislek?
Mogoče lahko delim svojo osebno pot, da si ljudje lažje predstavljajo, kako se mogoče nekdo lahko začne zanimati za Kurde in za kurdsko gibanje. Jaz sem se kot študentka etnologije in kulturne antropologije v Ljubljani osebno, politično in tudi raziskovalno zanimala za vprašanje državljanstva in pomanjkanja državljanstva. Takrat smo se skupaj z drugimi raziskovalkami in raziskovalci ukvarjali recimo s posledicami izbrisa, ki se je v Sloveniji zgodil po osamosvojitvi in so še desetletja zatem ljudje živeli brez pravic, ker so jim odvzeli v bistvu stalno prebivališče v Sloveniji in niso mogli pridobiti državljanstva več let. Zanimale so me tudi manjšine, nekako verjetno zato, ker sem bila vzgojena v duhu enakopravnosti že doma, enakopravnosti vseh ljudi pravzaprav, no. In v nekem duhu želje po ustvarjanju boljšega sveta. In potem sem v bistvu čisto po naključju v času zaključevanja študija potovala v Turčijo kot backpackerka, turistka in sem se tam spoznala s kurdskimi študenti v Istanbulu. In ker so me te stvari zanimale, sem jih začela spraševati, kaj se pa dogaja s Kurdi v Turčiji kot manjšina, kot ljudstvo, ki nima države in nima pravic v državi, kjer živijo. In tako sem začela raziskovati, potem sem v bistvu kar ostala tam in napisala svojo diplomsko nalogo o odnosih med študenti v Istanbulu, ki prihajajo iz različnih delov Turčije, kako se ta konflikt med kurdskim gibanjem in turško državo kaže na vsakodnevni ravni odnosov in predvsem sem raziskovala spomine, kako so moja generacija, mi smo takrat bili stari okrog 23, kako so oni odraščali v času najbolj intenzivne vojne in najbolj intenzivne opresije v Kurdistanu v 90-ih, kako se tega spominjajo, kako ukvirjajo te svoje osebne spomine z nekim kurdskim političnim narativom. In na drugi strani, kako nekateri turški študentje razumejo ta konflikt kot terorizem in se spominjajo 90-ih kot časa terorja, PKK-ja in smrti turških vojakov. In tako sem se takrat spoznala z zgodovino in z družbenimi problemi Kurdov in Kurdistana. V Kurdistan sem samo potovala, tam nisem aktivno raziskovala, ampak v bistvu Istanbul je pravzaprav največje kurdsko mesto po številu Kurdov na svetu pravzaprav. Tako da sem raziskovala v Istanbulu in potem sem nadaljevala študij v Istanbulu, magisterij na Univerzi Sabancı, kjer sem raziskovala v bistvu posledice vojne, ki je takrat bila tudi zelo intenzivna spet po prelomu mirovnih pogajanj, na vsakdanje življenje politiziranih Kurdov v Istanbulu in ukvarjala sem se s vprašanjem upanja, z vprašanjem političnih čustev in nekih čustvenih struktur, ki so vladale v tistem času ekstremnega nasilja in strahu leta 15-16. Tako da v tistem času med 15 in 17 je ogromno teh ljudi in njihovih prijateljev, s katerimi sem se pogovarjala, bilo prisiljeno prebegniti iz Turčije zaradi svojih političnih, kulturnih, družbenih aktivnosti znotraj kurdskega gibanja. In se mi je zdelo zelo pomembno vprašanje, kaj se zgodi s temi mladimi ljudmi, potem, ko prebegnejo, kam grejo, kakšna so njihova življenja. In tako sem potem raziskavo nadaljevala v bistvu z podobnimi ljudmi, ne z istimi osebami, ampak s podobnimi ljudmi, s katerimi sem se pogovarjala o teh problematikah in so mi pomagali raziskovati te problematike v Istanbulu, potem v Grčiji, v izgnanstvu, kjer me je zanimalo, kako ta občutek izgnanstva in zgodovina opresije in upora v bistvu pride skupaj
se sreča z evropskimi begunskimi politikami. In spet tukaj nastane neka dvojna opresija. Ostane opresija, ki je ljudi pregnala iz njihovih domov in iz njihove domovine, in tudi opresija meja. Ljudje nimajo svobode gibanja, ljudje so podvrženi dolgim azilnim procesom, živijo v neki hudi negotovosti in v bistvu v nekem obdobju, kjer si je zelo težko predstavljati prihodnost in kjer je tudi zelo težko najti neko, si ustvariti življenje. V Grčiji predvsem begunci so ekonomsko zelo marginalizirani in v zelo prekarni situaciji. In tam sem ugotovila, da v bistvu med temi politiziranimi Kurdi, ki se združujejo v politične strukture političnih beguncev v Grčiji, gradijo prav enake strukture, kot jih kurdsko gibanje gradi tudi v Kurdistanu. In jim to v bistvu pomaga preživeti materialno in čustveno. Gre torej za neko komunsko življenje, ljudje živijo skupaj v skvotih, v zaskvotanih stanovanjih. Obstajal je tudi avtonomni kurdski begunski kamp, ki je bil zelo star in so ga seveda nasilno izpraznili leta 2023, mislim, da, ampak do takrat je pa bil to nek center komunskega življenja, tovarištva, kjer se je delilo vse. Živeli so od donacij, neformalnih donacij, ljudje, ki so živeli v eni komuni, se pravi v eni sobi skupaj, so delili si oblačila, hrano, vse, denar in tako dalje. In res to je bilo tisto neko pravo tovarištvo, ki se je razvilo v tej situaciji take ekonomske prekarnosti. In na ta način so ljudje potem tudi našli neko upanje in čustveno stabilnost v taki prekarni situaciji. Ker živimo v svetu, v katerem se zdi, da je upanje kar najbolj redka dobrina, kaj ne, se zdi, da je brati, poučiti se o Kurdih, njihovem položaju, njihovih strategijah, seveda še kako dobrodošlo tudi za nas, tu in zdaj. Doktorica Bea Protner, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila. Najlepša hvala za povabilo. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! Glasovi svetov. S tem smo prišli do konca tokratnih Glasov svetov, oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa Ars. Sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Vito Plavčak.